Lepo pozdravljeni, da je december v polnem zamahu tudi v naši mestni občini, nakazuje vsekakor božično-novoletni sejem, ki poteka na Trgu svobode, kot ne nazadnje tudi prihod Božička. No pa poglejmo in prisluhnimo, kaj je povedal seveda Božiček tistim najmlajšim. Prinesel sem darila za vsakogar, moji dragi otroci, in vsekakor pridem do vas vsaj tja nekje do 24. 25. decembra vas malo pogledati. Pripravil sem vam pa različne stvari, kakšne sladkarije, kakšne igračke, včasih tudi kakšno, kako bi vam rekel, kakšen napis, da se morate poboljšati, ne? Ker treba je biti priden, saj veste, pa imejte se radi, lepo vas prosim, še posebej pa očkate pa mamice, ja, to. Kaj torej sporočate otrokom in seveda kaj prinašate seboj? Otrokom sporočamo, da naj govorijo po resnici, tudi če so malo poredni, nič hudega, ker seboj namreč dovažava aparat za merjenje pridnosti pridnometer. Poleg različnih koroških rokodelcev, ki svoje izdelke predstavljajo na tem božično-novoletnem sejmu, je seveda aktivno tudi Turistično društvo Slovenj Gradec, no več pa z predsednikom Turističnega društva Slovenj Gradec, gospodom Petrom Cesarjem. Dober večer. Lep pozdrav, dober večer. Torej, aktivno vaše društvo tudi na božičnem sejmu. Ja, no, skozi celo leto je bilo Turistično društvo Slovenj Gradec aktivno in nekako bi danes naredili svoj zaključek letošnjega leta in pa dodali nekaj k temu prazničnemu vzdušju tu v mestu. Vidimo, da so stojnice polno zasedene, da prihaja nekako novoletno vzdušje, čeprav ni snega, mraz pa je. No, Turistično društvo se je v tem primeru odločilo, da bo tu na Trgu svobode zakurilo leseno peč. Malo se sliši čudno, nikoli še ni bilo, nikoli ne bo in če bo, bo samo enkrat, to je stara uganka. Mi smo prišli od te uganke, da preizkusimo nekako, ali to res drži. Turistično društvo bo danes tu na trgu zakurilo našo leseno peč. To je peč, ki izvira iz tradicije gozdarstva. Gozdni delavci so si v hladnih zimskih dnevih med delovnim časom seveda so se morali pogreti in da ne bi prišlo do nekega večjega ognja v gozdu, so obdelali oziroma pripravili del hloda, štor, kakorkoli kos lesa, ga primerno obdelali in si to zakurili in tako, da so imeli nekako omejen ogenj, ki ni potreboval posebnega nadzora. Bilo je prijetno, pogreli so si roke, pogreli so si lahko malico, mi bomo danes greli samo roke, v nadaljevanju nekoč v prihodnosti pa tudi razmišljamo, da bi lahko na tej peči spekel košček mesa, si pogrel klobaso in si pripravil toplo malico. Nahajam se v avli gimnazije, kjer ta teden poteka ekološko božično-novoletni dobrodelni sejem in sicer tudi z delavnicami pod imenom Zemi in daruj. No več pa za eno od organizator, gospodično Mojco Čerče, dober dan in seveda dobrodošli tudi na naši televiziji. Pozdravljeni in najlepša hvala za obisk. Najprej torej o konceptu tega božično-novoletnega dobrodelnega sejma. Ta sejem združuje delo treh večjih organizacij in sicer Ekološkega društva Slovenj Gradec, Šolskega centra Slovenj Gradec in pa študijskega krožka Mocis z namenom, da nekako ozaveščamo med ljudi idejo, da je kup enih aktivnosti oziroma stvari, ki jih imamo, primernih za ponovno uporabo, da nam ležijo doma, da jih lahko prinesejo občani in seveda tudi drugi dijaki, da vidijo, da vseeno
pravzaprav da vidijo, da lahko ponovno doma uporabijo, zato vsi dijaki in zunanji gosti, ki ta trenutek prihajajo, vzamejo te stvari, jih nesejo domov, hkrati pa v popoldanskem času potekajo delavnice, kjer pa jih učimo predelave starih materialov, predvsem cunj, kako iz starega narediti novo, povsem uporabno. Kot rečeno, v ta namen se je združilo prenekatero društvo, prenekateri center, pravzaprav konkretno kateri in seveda morda vprašanje na mestu, do kdaj bo sejem potekal. Združili so se Šolski center Slovenj Gradec, glavna akcija teče tukaj na gimnaziji in pa zdravstveni šoli, potem Ekološko društvo Slovenj Gradec in pa MOCI študijski krožek. Sejem je začel oziroma pognal svojo akcijo v ponedeljek 16.12. in pa teče vse do 23.12. vsak dan od 8 do 17. Zato lepo vabljeni vsi, da nas obiščete, da pridete, da prinesete stvari, da darujete in preprosto tudi, da nas samo obiščete in vzamete, kajti na naših stojnicah se ponuja veliko zanimivih reči, ki nam znajo popestriti te decembrske praznike, pa tudi sicer naše domove. No, sicer pa lahko posamezniki tudi darujemo v dobrodelni sklad, pa vas seveda na tem mestu sprašujem, komu bo ta izkupiček namenjen. Res je, sejem je baziran na prostovoljni bazi, pri čemer pa lahko obiskovalci sejma, zaželeno je, darujejo v dobrodelni sklad. Izkupiček gre v celoti za socialno ogrožene, šibkejše dijake, za plačilo njihovih aktivnosti, ki tečejo v šoli in so obvezne. Sicer je ta tržnica samo ena izmed naših številnih aktivnosti, ki tečejo v okviru dobrodelnega sklada. Na ta način pridobivamo sredstva in dijakom nekako omogočimo lažje šolanje, glede na to, da prihajajo kar nekateri iz družin, kjer pa te možnosti nimajo. Najlepša hvala. No, kot ste lahko slišali, torej v popoldanskih urah poleg sejma potekajo tudi različne delavnice. Kakšne delavnice in seveda komu so te delavnice namenjene, pa bomo spregovorili z idejno pobudnico gospo Zuhro Horvat. Gospa Horvat, ste torej idejna pobudnica, vsekakor vprašanje na mestu, odkot torej ta pobuda oziroma odkot ta ideja? Že nekaj časa sem aktivna članica pri Ekološkem društvu in imamo vsako 4. soboto v mesecu dvoriščni sejem, kjer prinašajo ljudje stvari, ki jih doma ne rabijo in so za ponovno uporabo, predvsem pa jih tudi odnašajo in to zelo hitro grejo, od oblačil do torbic in vseh stvari, ki se nam pač nabirajo doma. In sem razmišljala, da bi nekaj takega poskusili narediti na šoli, pa da ne bi bilo čisto tako v prazno. Smo zraven še pa izpostavili dobrodelni sklad, pa nekaj delavnic, ker bi pač radi malo dijakom pokazali, da ni treba tako iti v trgovino po vsako stvar, da se da cenej dobiti, da je veliko uporabnih stvari doma, to se vse tule vidi, ker so krasne stvari prinesli in da pač malo miselno spremenimo in ustavimo odpadke, preden da sploh pridejo do odpada, da jih pač še prej malo porabimo, no, pa da še komu dajo kako pozitivno energijo. Čudovita ideja oziroma koncept kot tak. Če se ostaviva za trenutek še pri delavnicah, ki potekajo torej vsak dan v popoldanskem času, vi ste tista, ki skrbite torej, da vse delavnice so prisotne oziroma da so izvedene, pa me zanima torej, kakšne delavnice, komu so namenjene, za koga? Delavnice so namenjene čisto vsem ljudem, ki pač so zaznali informacijo, da to poteka na naši šoli. Namenjene so pa tudi dijakom. In njihov glavni cilj je, da pač pokažemo, kako se da določene stvari tudi predelati. No, ker napredka ter nenazadnje tudi osebne rasti ni mogoče doseči izolirano od okolja, me osebno zelo veseli, da živim v kraju, da bivam v kraju, ki pravzaprav še vedno čuti, kaj je to dobrodelnost. Vabljeni torej k dobrodelnosti tudi sami.